Poslušaj, v življenju, če se nekaj zgodi, včasih mi smo pesimistični. Mislimo, da vse ni v redu, da in to ni dobro, ampak če verjamemo v to, da vse, kar ne zgodi, gre na boljše, to nam pomaga usmeriti svoj fokus na to, kaj dobrega jaz lahko dobim v ta situaciji. S tistim občutkom vedno živim in tebe lahko tudi naučim. Ko sem imela, ne bi rekla težavo, ampak situacijo tako, da sem morala prodati čim prej knjige, rabljene knjige, od tiste trgovine, ki sem jo imela prej, sem razumela, da moram začeti klicati, hoteli, različne spa centre, mogoče terme, mogoče bi kdo potreboval. In ena gospa, ko to je slišala, ona mi takoj rekla, ne smeš. Ljudi bodo slišali tvoj naglas, oni ne bodo ti zaupali, oni bodo mislili, da ti si neki skamer. Jaz pa rečem, pa kaki skamer, slovensko podjetje, pa nič ne prosim denar, naprej lahko ti pripeljem knjige, boš jih videl, dobiš račun, lahko plačaš neki do roka plačila, kaki skamer. Ne smeš, ker ti imaš taki naglas, ne bo. Dobro, nisem jo poslušala in sem začela klicati enega, drugega, tretjega. Prvo, noben grdo se ne obnašal. In to mi zelo všeč pri Slovencih, ker če Slovenci slišijo, da ti si normalni človek, da se trudiš, da delaš, da nič nimaš za hrbtom, normalno se obnašajo vsi. Itak smo vsi ljudje. Drugo, seveda sem dobila veliko odgovorov, ne samo zaradi tega, da ljudje niso potrebovali tega. Recimo mali hoteli niso potrebovali knjige, ampak sem prodala knjige, zato ker sem poklicala večkrat. Prvo, nisem poslušala, da imam taki naglas, normalni naglas, nič takega. Drugo, da sem nadaljevala, da sem klicala, sem razlagala. Tretje, in to je najpomembnejše, da sem verjela vase. Sem si zaupala, in tudi sem zaupala vesolju, da vse, kar ne zgodi, gre na boljše. In mislim, da to je dobro. Če se kaj zgodi, v življenju lahko marsičesa se zgodi. Zdaj pa kot Štajerci moramo, ampak odnos, to je zelo pomembna stvar. To pa je prijaznost, ker če vidiš znanca, moraš ga pozdraviti. Sem opazila. Lepotice opazim vedno, tudi če so sosedi, takoj opazim. Dobro, torej to sem mislila vam povedati, da vseeno ni pomembno, kar se zgodi. Pomemben je odnos in fokus. Meta Grošelj je napisala zelo dobro knjigo, Fokus. Ona tudi napisala Verjemi v svoj glas, ampak in te dve knjige govorita o tem, da verjami na splošno vase. Nikoli ne dovoli drugim ljudem odločati namesto tebe. Ali imaš naglas, ali smeš, ali ne smeš, ali imaš kakšne prednosti ali pomanjkljivosti, ni pomembno. Probaj in na tak način boš dobil odgovor in povratno informacijo. Če bo veliko kritike, se lahko izboljšaš. Lahko probaš, lahko vztrajaš, ampak če bi sem dobila tako veliko povratne informacije, da gospa, pardon, vas ne razumem, to pa je ena stvar. Bi se potrudila, bi delala na tem, da bi razumljivo kaj povedala, ampak jaz vem, da normalno govorim. In ne dovolim drugim ljudem odločati namesto mene, ali bi klicala ali ne bi in kako bodo drugi ljudje reagirali. To od prodaje in z marketinga zelo dobra stvar, da mi ne odločamo namesto stranke. Ker včasih človek, ki kliče, on pa misli, pa meni bodo govorili, ne, pa to ti to ne rabi, to ti to ne rabi, ne odločaj namesto drugega. Vprašaj. Če ti imaš kaj dobrega, vprašaj. Sem imela dobre cene za knjige. Sem prodala zelo dobre, kvalitetne knjige po ugodnih cenah. Zato pa, zakaj bi stranka rekla ne? Seveda, če jih ne potrebuje, ne. Ampak to odgovor ni meni kot osebi. Ampak to je odgovor situaciji, ponudbi. Vola. Zato verjami vase. Vseeno, kar se zgodi, vse gre na boljše. Probaj.